Vratar slovenske reprezentance in kapetan, član italijanskega prvoligaša Inter, ob vseh uspehih ostaja skromen. Preveč pohval ni nikoli dobro. Morda pa je tudi zato postal najboljši nogometni vratar italijanske lige in je najbolj cenjen slovenski nogometaš ta hip. Samir Handanović. Jaz verjamem vase in zakaj ne bi pričakoval veliko. Ako se v teh časih oziramo za novimi uspehi, ne pozabimo, udobje Zahoda je že predolgo odvisno od umiranja nedolžnih na drugem koncu sveta. Dokumentarec Oči in ušesa Boga to razgalja. Žal ne dovolj uspešno, a vztrajati je treba in vztraja. Tomo Križnar. Ljudje, dragi moji, prosim, ne nasedajmo pameti. Je vedno voden, je manipuliran, je bil zlorabljen, je indoktriniran. Prosim, dajmo poslušati srce in dušo, kdor se je zaveda. Nepremagljivo je premagljivo. Slabim izkušnjam in spominom iz preteklosti navkljub je prvi Slovenec, ki je planiško skakalnico premagal še v poletih. In potem osvojil še mali kristalni globus. Tudi zaradi spoštovanja sebe, športa in ljudi okoli sebe. Robert Kranjec. Verjamem, da so zelo težki časi trenutno za vse, tako za navadne delavce kot za športnike. Tudi pri nam v športu je zelo težko. In je pač v takih težkih trenutkih je treba držati skupaj. In mi leta se mi pa zdi, da bi pač mogla dobiti naziv kakšna družina, ki dobi 700 evrov na mesec, pa ki v bistvu to preživijo, ali pa penzionisti s 500 evri na mesec, ko sprijati. V letu varčevanja je marsikdo stvari vzel v svoje roke, ker takšni časi lahko spodbudijo tudi ustvarjalnost in samoiniciativo. Zato je državno proslavo v čast upora proti okupatorju nadomestila Borčevska in napolnila ljubljanski kongresni trg s starim in mladim, predvsem pa iskrenim. Veselil se je Janez Stanovnik. V prihodnjem letu Slovencem želim, da bi se jim izpolnile sanje izpred 70 let, da bi ohranili dostojanstvo in ne zapadli v podložnost, da bi pa naša domovina ostala in se okrepila kot suverena država.